Gospod Bojan, zakaj smo priča tolikšnemu številu vandalizma na železniških tirih? Kdo stoji za temi dejanji? Žal vam odgovora ne morem ponuditi, ker je to zaenkrat še stvar interne preiskave in tudi sami ne vemo, kdo sabotira našo infrastrukturo. Sprva smo bili mnenja, da gre za izolirane incidente, potem pa se je število napadov na železniške tire povečalo do te mere, da to žal ne moremo več govoriti o naključju. Koga torej sumite? Nam lahko izdate vsaj to? Lahko povem, da trenutno preiskujemo naftne lobije, ki vidijo konkurenco v javnem potniškem prometu. Slovenske železnice smo jim trn v peti že od leta 1846, ko se je odprla železniška proga med Gradcem in Celjem. Od takrat je naša infrastruktura ostala več ali manj enaka in vsako leto odvzema dobičke velikim naftnim podjetjem. Kako pa komentirate očitke, da slovenske železnice same sabotirajo svoje tire? V javnosti se je pojavila tudi ta teorija. Poglejte, to so fantazije ljudi, ki imajo malo preveč domišljije. Verjemite mi, nobeden od nas si ne bi pljuval v lastno skledo. No, ampak, gospod Bojan, kaj pa, če vam povem, da smo v uredništvu oddaje uspeli pridobiti posnetek sabotaže železniških tirov in izjave vpletenih? Predlagam, da si kar pogledamo posnetek. Daj še malo iskati, pa še malo naložila. Še? Ja. Pa čez danč na Jesenicah so manjši kap naredila. Ja, pa tam boš ta počasem lahko, ta nov, ta najnovejši. 91, ta hiter. Ko so nas nadrejeni prvič prosili, da sabotiramo lastne tire, smo bili seveda brez besed. Ni nam bilo jasno, zakaj to počnemo. No, potem so nam pa razložili, da s tem opravičujemo zamudo, ki jih imajo slovenske železnice na svojih progah. A veste, če vlak iz Ljubljane v Maribor zamudi več kot 1 uro in na poti ni nobenega izrednega dogodka, potem so ljudje zelo jezni na nas. Če se pa vlak mora ustaviti zaradi ovire, potem pa ta zamuda postane popolnoma sprejemljiva. Zdaj seveda se sprašujete, kaj pa nevarnost, če se vlak zaleti v oviro. Ne, brez skrbi, mi ovire odstranimo še preden pride vlak. Resno. Zdaj pa meni, da dost, ne? Ja, sam še poslikam, pa. Se lahko jaz na fotki? Ja, ne, nobenega ne sme biti gor, no bi stran. Ja. Sistem smo izpopolnili do te mere, da zdaj samo fotografiramo oviro in to fotografijo objavimo kot razlog za zamudo. Noben ne gre preverjati, če je ovira res obstala, ker so zamude enostavno prevelike, da pod bomo, tale vlak, ki ga zdaj ustavljava, recimo zamuja že skoraj 2 uri. In to na poti, ki naj bi trajala 45 minut. Še dobro, da so sodelavcem dovolj hitro prišla na teren in nametala stvari na progo, ker drugače potniki več ne bi hoteli potovati z vlakom, a veste. Gospod Kopač, kako po videnem in slišanem komentirate obtožbe, da s sabotažami opravičujete lastne zamude? Glejte, jaz temu posnetku ne verjamem. Tukaj gre za lažna pričevanja. Glede na kvaliteto videa sploh ne moramo razbrati, a so te ljudje dejansko sploh zaposleni pri nas. Jaz kot vodja infrastrukture vam lahko zagotovim, da teh ljudi ne poznam. Gospod šef, midva sva končala. Gremo še na Ziganimo zdaj, ali smo prej? Ajte, kot sem rekel, jaz teh ljudi ne poznam. To bi lahko bil kdorkoli. A ja, vi še snimate. Pojte, ne. Hvala gospodu Kopaču in očitno njegovi celotni ekipi.